ali nova preizkušnja, težka? Dobro. Potovanje v Moskvo k favoriziranem Kimkiju pač ob nepravem trenutku, zaradi tega, ker ima velike probleme se zbrati, sploh nekako sestaviti ekipo 10 igralcev, ki pač mora biti po pravilih. Problemi so sestavljeni začel s treningi. Včeraj dopoldne, zvečer je že začutil novo bolečino in sploh ni mogel opraviti včerajšnjega treninga. Zdravniški pregled zopet in novi počitek, nova rehabilitacija, ne vemo kako dolgo. Gregor Hrovat je začutil neko bolečino v preponah, tudi on po nasvetu zdravnikov naj ne je bil podvržen nekim večjim naporom, potuje z nami, ampak vprašanje, koliko bo lahko pripomogel k naši igri. Luka Rupnik out naslednjih 3 tedne, zato se bo nekako po sili priključil ekipi Dino Murić, ki ni opravil še nobenega skupnega treninga, z nami potuje danes v Moskvo, tako da bomo vsaj izdelali normalno z 10 igralci. Kar se tiče same tekme, pa to ne pomeni. Tisti, ki so zdaj, sigurno bojo odigrali v svojih najboljših močeh. Eni še iščejo svojo formo, eni so nekako na podobnem začetku izgubili, pa bi jo zdaj radi vrnili. Mislim, da moramo predvsem izkoristiti to tekmo, da čim boljšo pripravo, da nekateri vrnemo samozavest, da se nekateri vrnejo v tisto formo, ki so bili v začetku sezone, kajti za nas je izredno važno, ne toliko ta Kimki, kot potem soboto MZT v Solicah. Kaj z Rupnikom? Rupnik po zadnjih slikanjih ima neko poškodbo ramena, ki zahteva predvsem počitek in z okoljaki so svetovali 3 tedne, da ne obremenjuje to rame. Ta niz porazov posledica tudi odhoda Begića ali težkega razporeda bolj? Dobro, v bistvu sigurno se vidi zdaj, kaj je Begić pomenil v tej ekipi. Vedeli smo pač, da bo odšel, da bo prišel ta dan. Mislim, da predvsem ta posledica nekako posledica teh poškodb, teh odsotnosti iz treningov, iz tekem, tako da niti ne vemo, kdo bo naslednjo tekmo lahko sploh odigral. Brodnik je vse gledal trenere? Brodnik je začel, ja. Brodnik zdaj nekako normalno funkcionira, malo še izgubljen, vendar ima neke tehnične probleme s svojimi dokumenti, tako da to ne potuje zraven. Kakšne probleme so? Izgubil je dokumente. V bistvu bilo to vprašanje za njega, ne za mene. Kaj pa Murić ima pa zdaj začeti? Murić pa se počasi po nasvetih zdravnikov lahko počasi začne trenirati. Kaj to pomeni počasi, se pravi vsak dan, mogoče malo več, opravi en dopoldanski trening, se pravi po dolgem času z žogo, tako da tudi od njega težko kakoli pričakovati, ne više. Koliko časa pričakujete, da bo normalno začel funkcionirati? V bistvu je vse odvisno od njega. Tako da zdaj vse skupaj. Mislim, da je on fant borc in da se lahko hitro vrne, samo enkrat mora začeti. Koliko igralcev? Zopet bo prisotni isti problemi, že zdaj vem, da bolečine bodo v njegovem kolenu vedno prisotne, to bo mogel sam premagati nekako in glavi pač nekako odmisliti te bolečine in počasi začeti igrati. Kako se lotiti Kimkija? Dobro, v bistvu lahko rečemo, da so evroligaška ekipa izkušena, predvsem vsekakor neko divjanje proti njim v tej sestavi, ki smo ne pride poštev, to, ker bomo lahko parirali z agresivno, močno, čvrsto obrambo, potem pa pametno napadno. Mi ne smemo izgubljati žoge, mi ne smemo iti neke rizične poteze, ki nas bodo stale pač lahkega koša. Smemo ponoviti napak iz zadnje tekme proti Bešiktašu in Budućnosti, ker smo pač tekmo izgubljali predvsem zaradi lastnih napak, zaradi izgubljenih žog oziroma podaje na mesto svojim igralcem na spodnjih roke.
Zdaj, na te zadnjih dveh porazih je bilo vidno dosti manjše število točk napadov, manjše kot prejšnje tekme. Ja, to je posledica tega, kar sem zdaj govoril. Ne. Če ti, vsekako je boljše, že vsak normalen, ki se s tem je boljše, da te žoge, ki podajamo spodniku roke, oziroma delamo te napake, vržemo na koš, je večja možnost, da kak koš zasežemo. Kako ste pa zadovoljni z Omničem, recimo zdaj, odkar je Begić, ki je prevzel večjo breme? Dobro, v bistvu, košarka je kolektivni šport in lahko sem zadovoljen z individualno z igralci samo takrat, kadar ekipa zmaguje. Kako sploh zgleda trening, recimo, zdaj, če nekaj ni 10 košarkarjev? Ja, pač, če jih je 9, treba se tajmo trening z 9 igralci, če jih je 8 z 8. V bistvu pa, se pravim, težko je karkoli narediti, kadar nimaš 2 petorki na igrišču. Ampak se jim nekako pomagamo. Ni to prvič, nismo to edina ekipa v Evropi, ampak to se dogaja. In to je treba pa zdaj tudi ne jamljati, ne jokati, to prebroditi in pa čim prej usposobiti te igralce, da bo lahko spet normalno funkcionirali. Mogoče kaj mladince vključiti v trening? Mladinci se lahko vključijo v trening, ne. To ni nobenega problema, ampak vsi mladinci imajo neke svoje obveznosti, eni v Škofji Loki, tekme med tednom in tako dalje, tako da, če se le da, pride kakšen mladinec pomoč, ne. Drugače pa težko. Pa vidiš, da je tudi težava, recimo, da en, ki že za Škofjo Loko igra, da ne more potem tudi za Olimpijo? Dobro, to zdaj v bistvu je stvar drugih ljudi, drugih institucij o registraciji teh mladih igralcev, če so naši, da bi lahko vedno v vsakem trenutku lahko priskočili na pomoč, pač ti predpisi in pravila to ne dovoljujejo, to smo nemočni. Vi lahko povtegnejo, da so več 4 zmage, ne? Tako je eno zamirno delovanje, vendar je nadobiti. Sigurno. Ne moramo čakati zdaj, da smo vse že naredili. Nekako se je treba osredotočiti predvsem na Šolnok in pa Šolnok doma, da že pred zadnjim kolom, ko pride liga, rešimo to napredovanje v naslednji krog. Okay.